Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in danes se bom pogovarjal z gospodom Matejem Serecom. To je drugi del najinega pogovora. V prvem delu sva se dotaknila, kako je bilo odraščati s hemofilijo, kakšne prigode so se takrat mu dogajale, oziroma kakšne krvavite je večinoma imel, kakšne so bile izkušnje z zdravljenjem takrat. Tako da zelo zanimiv pogovor. Zdaj bova pa nadaljevala, kjer sva predtem končala, in sicer pri inhibitorjih. Zdaj, za tiste, ki mogoče ne poznajo toliko, kdaj se pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi lahko razvijajo tudi inhibitorji, ki preprečujejo potem, da faktor za strjevanje krvi, se pravi koncentrat faktorja, ta protein, faktor 8, da ne deluje več. To pomeni, kot bo, sej Matej, povej kar ti, ti si dejansko imel izkušnjo. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, kad ti skoraj noben faktor več v malih količinah nič ne pomaga. Še skozi krvavitev se nadaljuje, vse ustavi, ampak to je vse bolj začasno. Tako da vse se nadaljuje naprej. Moraš dobiti neko veliko količino faktorja, da se pa ponavljati na par ur, da res krvavitev se zaustavi, da prime faktor, da drži. To se pojavlja glede dosti krvavitev, pa dosti malih vnosov faktorja. Se razvijajo do teh inhibitorjev. Se lahko izvirajo, zato ker se ne razvijajo pri vseh. In koliko let si ti živel z inhibitorji? Dobrih 10 let, Dobrih 10 let. 10 let? Ja. O mater. Ja. V bistvu vsakič, ko si imel krvavitev, to pomeni, da si mogel iti v bolnico, verjetno v Ljubljano. Ja, že mala krvavitev, že mali udarec, je že bilo kar precejšnje zdravljenje zahtevalo. Zato, ker se je hitro razvila krvavitev, močna krvavitev. Tudi podplutba je to bilo močno, se je hitro razvijalo. Je zanimivo, Tako je obisk bolnice, če ni bilo, zdaj že tam po 2000 letu mi je kar bilo, je že bilo toliko faktorja, pa toliko vsega za zdravljenje, da je že bilo tudi v Murski poskrbljeno, da ni res trebalo vsakokrat iti v Ljubljano, ampak dostikrat pa je res trebalo. Se teden ni ležal na bolnišnici Murski, pa nisem mogel nič rešiti, nič. Zdaj pa treba res iti za Ljubljano, ko so že videli, da ne more več nič narediti. Ok, in potem je prišla tudi ta možnost za to terapijo, za imunotoleranco, ali kako se pravilno kliče ta terapija? Ja, imunotoleranca. In kako je pa polje to izgledalo? To je izgledalo tako, takrat je že to bilo, po 2000 letu so začeli, ampak takrat je bilo neuspešno. To je bilo, da se je začel dobivati velike količine faktorja in na 24 ur. Takrat bi se naj znižalo inhibitorje, ampak ni bilo uspešno. Se je trajalo nekaj časa, pa da so videli, da ne padajo inhibitorji in si prekinili s tem. Ampak to se je bilo, jaz sem bil pol leta v bolnici. Zraven tega se še delalo fizioterapija desnega kolena pod vodstvom zdravstvenega osebja, fizioterapeuta 2x teden, tako da sem tudi šolo sem obiskoval na pediatrični bolnišnici, tako da je res to bilo pol leta zdravljenja sam na bolnišnici. In takrat si imel že v bistvu precej okvarjeno koleno, Ja, koleno je že bilo okvarjeno, že je sklep bil čist hin, da sem imel kontrakture, sem imel čez 40. V bistvu sem hodil po prstih, pa po berglah še zraven. S tem, da sem še hodil spet po berglah, pa so spet komolci trpeli in rame. Spet se je začelo tam krvavitve pojavljati, spet levi komolec. Tako da je bilo kar pestro. In potem si omenil, da prvo zdravljenje ni bilo uspešno, potem je enkrat prišlo do drugega, Kdaj ste se potem odločili, da poskušate še enkrat? Po 2008 letom se je začelo in to se je pa začelo, to sem pa te bil res, takrat je pa že bilo zdravljenje kar na vrhuncu. Sem pa začel v Murski in to je bilo vsak dan v Mursko zjutraj pred šolo, po faktor, na to v šolo. Tako da to je začelo 2 leti vsak dan, se pravi ne glede praznik, dan, takoj zjutraj ob 7 v bolnišnico, po faktor dobil, na to vse naprej, se je začelo pač, ko je bil med tednom v šolo, drugače pa domov. Med to terapijo ni prihajalo potem do... Ne, v tistega časa v bistvu naprej ni bilo prihajalo nobenih
hudih krvavitev, je bila kakšna podplutba, ampak ni bilo nekaj hudega, ne? Je bila kakšna podplutba, tako da v bistvu takrat naprej sem komaj videl, kako se da živeti brez poškodb, pa brez bolečin. Ne? Tako da si komaj začel dojemati, kaj je zdravo življenje. Pa nimaš nič, ne? Brez kakih nikoli bolečin, pa nekaj večjega. Ne? In koliko časa je potem pa trajala ta terapija? 2 leti je trajalo vsak dan, potem se je začelo naprej 2 leti na vsaki drugi dan. Ja. Takrat se je že videlo uspešnost, da so se že inhibitorji so bili pod 0. Zdaj je še trebalo naprej to nadaljevati, da se spet ne dvigne, ne smeš spustiti, ne, zdravljenje s faktorjem. In takrat po 2 letih se je pa začelo 3-krat tedensko zdravljenje naprej. No, veš, kaj me zanima, ne? Ti, ko si hodil vsaki dan, ne? Si imel v bistvu kanal noter ali so te vsakeč špikali? Ne, bil je kanal je bil nastavljen, ampak seveda kanal so ti zjutraj nastavili, drugi dan priješ, kanal, para je, ne, spet treba pikati, ne. Ja. Tako da sem bil preboden še in še, ne, tako da včasih je res kanal držal, včasih pa ni držal, ne, tako da je to tudi bilo, ne vem, verjetno bi boljše bilo, kot da bi me skoraj vsak dan pikal, kot pa s tistim kanalom, to kanal 2 dni, ampak verjetno tisti kanal tudi bolj žilov, ko se je poškodoval, kot pa, ne. Saj dobro, ni trebalo vsak dan stokrat itak, malo bolj močen sem bil, niso se tako žile videle in spet, sam na desno roko, ne. Stokrat je leva že bila okvarjena, ne, komolec ni dal se iztegniti, ne, rotacija ni šla in tako da je bolj, večji del sem imel na desni roki, ne, vse aplikacije, tudi zdaj si dajem na desno roko. Ko sem rekel, spadaš v to mlajšo generacijo, pa načeloma večina izmed nas ni imela več toliko problemov, da bi ležala v bolnici in se srečala z drugimi hemofiliki iz drugih delov Slovenije. Jaz, na primer, tega nisem imel nobene te izkušnje. Ja. Ti pa si še to doživel, ne? Ja, res, to sva midva doživela z Gregorjem Buserjem. Aha. Tu pa tam se nama je pridružil za kaki dan Zoran. Aha. Ampak on je verjetno to bilo bolj tako, 1-2 dni, pa to je že šel domov, on je v bistvu prišel sam po aplikaciji faktorja, pa je že šel domov, ne. S tem, da je Gregor Buser, on pa je tudi imel inhibitore, ne, ampak njemu je šlo v prvi rundi, mu je šlo kar hitro, ne. Sta vedela tudi kakšne zanimive zgodbe? Skupnega imava dosti, ne. Sva bila skupaj sprejeta, on je takrat tudi bil cele počitnice, ne, je bil v bolnici glede ležnja, Ja. te sva midva imela, ne, sva bila bolj močna, pa seveda sluševalno morava imeti, pa diete, pa tako, ampak pač trebalo, malo te pač zamikalo, nekaj sladkega, ne, vem, da sva šolo obiskovala, sva že mogla iti, sva šla k varnostniku, tam je bila neka prodajalna mala spremne, sva si že mogla kupiti čokoladico, ne. Kaj, če sva prišla nazaj, so že si vedeli, da sva se pregrešila, sestre so že vedele. So nama že rekla, da se naj čokolado zbriševa z ust. Je pa res, moram reči, midva, dosti sva skupaj bila v bolnici, ampak hemofiliki, ko smo ležali na pediatričnem, na hematološkem oddelku s temi drugimi bolnikami, ne, je res, mi smo bili polni energije, mi smo imeli energijo do življenja, ne, ampak ko si pa te gledal, pa ko so te oni gledali, so res rekli, bolan si, v bolnici si, toliko polna energija imaš v sebi, ne, to je, vse mi smo bili kot hemofiliki, smo bili polni energije, vse tisto 2 dni si bolj bil tako, te se je bolelo, te si pa energije imel polno, ne, pa mladi si bil, tako da smo jim dali malo spodbudu smo jim dajali, ne, drugim bolnikom. Koliko smo bili v stiku, ne, koliko so nam tudi dopustile sestre. Saj res, eni so bili v izolaciji, pa nisi smeli. To so bili verjetno otroci z rakom, ne? Krvnimi raki in tako naprej. Ja, hematološki bolnik. Ja. No, potem pa deva se malo zemljiva dotakniti, ko sva rekla, ja, da si imel kar okvarjene sklepe in ja, kako so poskušali te sklepe nekako ti pomagati, da bi čim bolj stegnil nogo? S fizioterapijami, ne, to so bile fizioterapije, med tednom sem bil v bolnici na pediatrični, so probali stegniti, ne, so mi
Fizioterapija je bila skozi, ne. 2-krat dnevno so z mano delali stegovale, tako da tudi sem bil, če bi že zakrvavel, bi takoj dobil faktor, ampak je bilo, dalo se nekaj s tem narediti, ko je še to bilo, ampak že vse prepozno, ne. To je bilo, bi prej trebalo, itak sem takrat že bil star 14 let. Prepozno se je začelo, ne. Kaj je bilo pa tisto, kar si enkrat omenil, da so ti poskusili zarezati v kost? Kaj je bilo tisto? To je bilo 2014. leta, so mi hoteli na ortopedski, so mi hoteli nad kolenom, v bistvu kost prerezati, nogo zravnati, s ploščicami prešraufati in bi jaz koleno imel ravno, ne, ampak jaz tega nisem dovolil. Jaz spet toliko manj lahko pokrčiš, ne, kaj ti bo, je tvoje kolena, ostanete tvoje kolena, kaj če ne moreš pokrčiti, ne, spet bi bil prekrajšen, tiste kontrakture sem jaz imel, se pravi 40, dobro, tebi iztegnil, 120 sem pokrčil, tebi samo 80 pokrčil, ne, to spet ni za kolo vredno, tako da spet se ne more z nič ukvarjati, in tako da sem tisto preložil, no, 2015. leta sem se pa te odločil za menjavo kolena, ne, je pa res bilo, koleno je bilo pogačica, sklep to je bilo vse zaraščeno, ne, to ni šlo več tu narediti nič, ne. Tako da sem se 2015. leta odločil za menjavo kolena desnega, doktor Pompej je operacijo popravil, brez posebnih zapletov, večjih krvavitev, res 2 tedna bolnice, doma rehabilitacija naprej, Dolenjske Toplice, tako da res moram potrkati. S tem, da je res ostala kontraktura 14, ne. Kontraktura je še nekaj, kar se ne da čisto iztegniti, ampak vseeno boljše. Za 40 na 13 vseeno boljše. Ja. Pa te to moti, rečemo, taka kontraktura te moti pri vsakdnevnem življenju ali? Ne, ta kontraktura me zdaj popolnoma ne moti, ampak je pa še prejšnja kontraktura, pa ta hoja po berglah, pa toliko let, je pa za sabo pustila, ne. Zdaj 2015. leta seveda so mi koleno izravnane. Ja. In te so se začele bolečine počasi gor, do kolka, pa po kolku gor v križ, ne, in takrat pred 3 leti se pa te spet začelo bolečina v kolk, ne, so spet odkrili artrozo kolka, ne, spet druga drža, ampak to je itak vse za sabo prineslo, ne, ta kontraktura od kolena, ko je ostala, tako da. Lansko leto so mi pa te kolk zamenjali. In zdaj, kako je zdaj življenje? Zdaj, pol leta je res bilo, sem še hodil, grdo sem hodil zaradi kolka, ampak po pol leta po operaciji se je pa začelo stanje izboljšati, ne, tako da zdaj komaj še res, čisto malo se vidi šepanja, ampak hoja je druga, normalna hoja, več ni tista zibajoča, tudi v križ me več ne špika toliko, ne, zaradi boljše hoje, bolj ravne hoje, ne, tako da res, zdaj komaj se stanje izboljšuje, pa tako da bo. Jaz še zmeraj res si ne predstavljam, ker se te dobro spomnim, kako si hodil, kako si ti delal na kmetiji, ne. Ampak zdaj, ne, ko je zdaj to boljše stanje, zdaj verjetno je čist nekaj drugega, ne. Ja, čist drugo, ne, zdaj že 4 leta sem tudi zaposlen v trgovini z rezervnimi delami za kmetijsko mehanizacijo, tako da res popolno v redu, ne, tako da življenje je čist drugo. Se pravi, ti si zaposlen in delaš še na kmetiji? Ja, polni delovni čas sem že zaposlen 4 leta, pa še zraven kmetijo, ne, tako da sem že 4 leta že živiva, pa sama z mamo, oče umrl, tako da sva sama na kmetiji, ne. Ona po hlevu bolj porihta, pri živalih, jaz pa ti bolj poljedelstvo, pa druge stvari porihta. Tako da še gre. Kako dolgo bom pa tako lahko delal, pa itak videli, ne. Kako dolgo bo zdravje dopuščalo, ampak zaenkrat še gre, ne. Ni posebnih nekih bolečin, ni, ko bi se česa ne bi mogel narediti, kdaj pa dobro, pride, kdaj kak dan, kar res ne moreš, kaj te zaboli, ampak ni za nekih hudih bolečin, ne. Itak 3-krat tedensko dobim, si dam faktor, preventivno, tako da ni nobenih težav, ne. Da kaj ne bi mogel postoriti, ne. Krvavitev nimaš več? Ne, krvavitev res, od tistega časa, ko sem začel z imunsko toleranco naprej, sploh ni krvavitev. Je bila, ena poškodba je bila, seveda spet neroden
kje na kmetiji doma, ne. Ja. Se spotakneš, seveda padeš na vilice in si po 2 centimetra pod očesom pretovčeš, ne, kožo in spet, ja, nič, treba v bolnišnico, šivanje, ja, nič, zdaj pa te še na opazovanju, ne, 3 dni, seveda ste hemofilik, lahko zakravite ponovno, ja, nič, treba spet v bolnišnici ostati, tako da. Kar malo usodo izzivam glede teh poškodb, ampak vseeno še ni bilo nekaj hudega. Matej, ti pa tudi pa nisi edinec, ne? Ne, imam sestro, katera je prenašalka. Ja. 2015. leta je rodila trojčke, ne, in v rojstvu so ugotovili, da je en hemofilik. Tako da še imam, spet ne čaka hemofilika, ampak dobro, on pa res je imel, postrice mora nekaj imeti, je bolj take igrive narave, ne, veseljak, tako da tudi imel že takoj je imel poškodbe po rojstvu, ko se je začel plaziti, seveda. Presekana ustnica, pa en udarec v glavo, ampak ni bilo to nekaj hudega, tako je ob udarcu pač so šli v bolnišnico v Maribor, je dobil faktor, tako da ni, ampak je že takoj na začetku, po 2. letu začel z samozdravljanje, tako da ima tudi 3-krat tedensko faktor. Njegovo življenje res ne vidim, da bi imel toliko poškodb, pa toliko težav s hemofilijo, kot jaz sem imel. Se vidi razlika v zdravstvu pa v letih. Če bi zdaj dobil hemofilijo, verjetno ne bi imel takih težav. Verjetno ne bi imel nobenih težav skoraj sklepov. Nobenih, ne. Verjetno kako podplutbo, pa to je to, ampak druge pa verjetno ne bi bilo. No. Tako da on ne bo toliko dal skozi kot jaz. Dobro za njega, ne? Ja, seveda, itak. Dobro, saj bo nekaj prikrajšan že glede tega, ampak sigurno ne toliko kot jaz. Ne. Saj vrstniki ga mu ne do nič, on lahko, zdaj se itak treba telovaditi, bo lahko vse delal, ne, glede hemofilije. Itak bo imel zaščito, bo imel, ne. Tako da že verjetno kako večjo krvavitev bo že še dobil zraven faktor, ampak nekaj hudega mu pa res ne bo, ne. Ko si ti 3-krat tedensko faktor, da se tudi itak ima že toliko stopnjo faktorja večjo, da se bo itak zaščiten bolj, ne, vsakem udarcu. Seveda. Neko osnovno zaščito že imaš, ne, faktorja v krvi. Daj mi povedati še nekaj, ne, omenila sva, da imaš sestro. Kako je pa tvoja sestra gledala nate, oziroma je bila zaščitniška, ko si odraščal, kako je bilo njej? Pa nekako zaščitniška. Saj ona je 4 leta starejša, zdaj je mojim vrstnikom pa nekaj govorila v družbi pa v šoli, pač on ne sme nogomet brcati, pač čuvajte na njega, naj se ne tepe, pa ne tepe z tega, ker ne sme se udariti, pa ne sme se porezati, ker mu lahko kri steče, ampak zdaj, ko bi nekaj dosti zaščitniška bila, pa ni, ne, nekaj je, saj. Kot otroci nisva bila toliko povezana, kot sva zdaj, ne, ampak je itak, no. Svoja družba, itak, jaz sem bil bolj poln energije, polne narave, spet zunaj doma več delo, ona bolj pri knjigah bila, tako da ni bilo nekaj. Vse je bila zaščitniška, ampak določene meje. No, in če zdaj pritegneva črto, ne, če vse, kar si povedal, kaj je tebe hemofilija naučila v življenju? Tako enostavno, hitro povedano, na vsako stvar moraš gledati pozitivno, ne, pa sprejeti tako, kot je. Ne more se, glej, vsakdo je bolan, pa vsakdo ima kaj, ne, tako, vsak ima svoje stvari, ampak glede tega, kar se mi je vse dogajalo, pa kar se mi še bo dogajalo, pa vsega, ta hemofilija je nekaj za sabo potegnila, pa je nekaj, ampak se sprijazni s tem, živiš polno življenje, ne, tako da res. Trenutno zdaj, ko bi imel nekih težav glede hemofilije, ne vem, pa ko bi kaj bil prikrajšan glede hemofilije, trenutno ne morem reči nič, ne. Dobro, kot otrok, tisto je pa drugo, res. Pa ko ni bilo zdravljeno, ne. Jaz zdaj ne vidim, katerega hemofilika bi imel toliko težav kot jaz, ne. Ko je zdravljenje, ko je preventiva, glej, ne vem, jaz pravim, da neka sladkorna bolezen je verjetno hujša kot pa hemofilija, trenutno stanje. Dobro, Matej, hvala za tvoj čas, hvala, da si nam zaupal tvoje življenje
in jaz ti želim, da še naprej uspešno kmetovanje in več zdravja. Ne? Ja, to pa najbolj. Vsega imamo. Ne? Ja, se vidimo. Ok, adijo. Ja. Čau.